Danes mečem stvari po sobi. Yes! Pozdravljeni, ta ponedeljek pride ven druga oddaja, čisto zares, ker bomo z Ano obiskala trickshotterje. Ob tej priložnosti sem si jaz zadal en svoj izziv, namreč naredil bom svoj lasten trickshot video. Za trickshot video rabite predmet, ki potuje, ki ga boste vrgli, tarčo, cilj, kjer bo ta predmet pristal, eno dobro idejo in pa en kup potrpljenja. Planirano. Zdaj med snemanjem tega videa počasi začnem dojemati, koliko potrpljenja in zdržljivosti rabiš, zato že najbolj enostaven trik spelješ, ne? Yes! Yes, se je snemano, ne? Ja, okej. Zdajle sem legit pol ure, in to ni šala, govoril en in isti stavek v kamero in metal te goddamn papirje v koš. Pol ure, zdaj pa ne vem, če so moje motorične sposobnosti toliko omejene, kar je čist možen odgovor, ne? Ali sem si preveč težavnostno nalogo zadal, ali je pač to res sam sreča, ne? Prvo moraš razmisliti, koliko težek trik boš naredil, potem moraš upoštevati vse neke dejavnike, ki prijejo pri tem v poštev. Potem moraš upoštevati, koliko imaš sam potrpljenja, ne? Prej sem hotel, na primer, ključ vreči na obesek za ključe izdalec stran. In potem, ko sem to pol ure metal, sem ugotovil, da mogoče to sploh dejansko ni možno, oziroma da je možno v zelo malo primerih. Zato je dobro prej razmisliti, kakšna je sploh verjetnost, da nam uspe dani trik sploh izvesti. Leti, upanje. Koliko dejavnik je tu sreča, koliko dejavnik je čas, pa koliko dejavnik je skill, torej sposobnost neka. In zdi se mi, da so vsi trije nekako enakopravni. Rabiš čas, a ne, za poskuse, rabiš srečo, pa tudi neki skill je, se mi zdi. Če bi jaz zdaj to delal vsak dan poskušal to žogico metati, kakorkoli, tudi nazaj, bi slejko prej verjetno prišel do stopnje, kjer bi mi to šlo veliko bolj naravno, kjer bi bil dober v tem. Dejansko se po mojem tudi to da naučiti, kot se da naučiti čisto vsaki šport. To je to. Se vidimo naslednjič. To je trajalo veliko dlje, kot bi moralo.